Odpiramo ton. Imamo vsi? Ja? Ok. Dobar dan, spoštovane gospe in gospodje. Danes sem gospoda Janeza Janšo, predsednika SDS, ki je na zadnjih parlamentarnih volitvah osvojila največ poslanskih mest, uradno seznanil, da sem ga pripravljen predlagati za predsednika nove slovenske vlade. Ker nihče, tudi gospod Janša ne, ta trenutek nima potrebne politične podpore v državnem zboru, sva se sporazumela, da ima teden dni časa, da me seznani, ali kandidaturo sprejema ali ne. O tem me mora uradno seznaniti najkasneje do naslednjega četrtka, torej do 19. julija do 14. ure. Ukolikor bo kandidaturo sprejel, jo bom še istega dne napotil v državni zbor. Kot predsednik republike, ki ima skupaj z državnim zborom pristojnost in odgovornost v postopku oblikovanja vlade, prosim predstavnike vseh parlamentarnih strank, da sprejmejo vabilo na pogovor z morebitnim kandidatom za predsednika vlade. Nimam pravice, da bi se vtikal v njihovo odločitev glede koalicijskega sodelovanja z njim. Čutim pa dolžnost opozoriti, da bi bilo vnaprejšnje zavračanje slehernega pogovarjanja slabo znamenje za slovensko politiko sploh. V tem smislu gre več kot samo za oblikovanje koalicije in vlade. Gre za ustvarjanje političnega razpoloženja in splošne družbene atmosfere, od katere je tako zelo odvisna naša skupna prihodnost. Če bo prevladala kultura dialoga, potem bomo, ne glede na podporo ali zavračanje te ali one koalicije, zmožni strpnega iskanja pomembnih rešitev glede aktualnih in prihodnjih izzivov. V nasprotnem primeru pa bi na našo veliko nesrečo prevladala nestrpnost in izključevanje. Tega si ne zaslužimo. Vkolikor bi gospodu Janši uspelo pridobiti v naslednjem tednu parlamentarno večino in kasneje sestaviti vlado, bi to po mojem mnenju, glede na povolilno politično aritmetiko, pomenilo dvoje. Prvič, da je končno prišlo do pogovarjanja in dogovarjanja na podlagi iskanja skupnih stališč in to v korist večine ljudi. In drugič, da je sploh lahko prišlo do takega dogovora, je bilo potrebno sprejeti vzajemna zagotovila o izogibanju levim in desnim skrajnostim in da je s tem Slovenija dobila močno, zmerno vlado, ki lahko zagotovi politično stabilnost in varno ter uspešno prihodnost. Ne vem, ali bo gospodu Janši v tednu dni uspelo pridobiti potrebno politično podporo ali ne. To je najprej in predvsem njegova naloga. Vem pa, da bo prihodnji teden zelo pomemben glede splošnega občutka, politike in celotne javnosti. Ali smo se sposobni pogovarjati in vključevati, ali zavračati pogovore in izključevati. V tem smislu, kot predsednik republike, prosim visoke predstavnike vseh strank, da izberejo pogovore in vključevanje, tudi če ne izberejo te ali one koalicije. Gospod Janša? Hvala lepa. Slovenska demokratska stranka, kljub temu, da je nesporna zmagovalka zadnjih volitev, doslej ni poskušala na organiziran neformalen način sestavljati koalicije. Nekateri drugi so to počeli in mi smo čakali do razjasnitve nekaterih zadev.
glede na pravkar slišano odločitev predsednika republike in na dogovor malo prej, se bomo pa zdaj poskušali na organiziran neformalen način lotiti preverjanja možnosti, ali lahko sestavimo neko trdno koalicijo za tekoči mandat. Glede na to, da pogovori 6 strank, kjer Slovenske demokratske stranke ni, še vedno potekajo, bomo še počakali do ponedeljka. Bom pa že danes poslal predsednikom in predsednici vseh ostalih parlamentarnih strank vabilo z osnovno zamislijo, kako naj bi ta organiziran neformalni način posvetovanja o možnosti sestave koalicije naslednji teden potekal. Zdaj to vabilo bo javno in ga boste vsi dobili, zato ne bom šel v nadaljne podrobnosti. Rekel pa bi, da je tudi to, kar se je dogajalo, da je bilo tudi to pogajanje ali pa posvetovanje, kar se je dogajalo v okviru 6 strank, brez Slovenske demokratske stranke na nek način koristno, še posebej v teh zaključnih fazah, kjer so se apetiti posamičnih strank soočili z realnostjo, z tem, kar Slovenija dejansko fiskalno zmore v prihodnjih letih, ki bodo glede na ohlajanje optimizma v znanem okolju bolj manj radodarna, kot pa so bila zadnja 4 leta. Zdaj, rezultati volitev so pač takšni, kot so. V slovenskem parlamentu, kjer je 90 poslank in poslancev in kjer imajo stranke zgolj 88 predstavnikov, 2 mesti pa pripadata predstavnikoma italijanske in madžarske manjšine, je 11 subjektov, se pravi 9 političnih strank oziroma poslanskih skupin in 2 predstavnika obeh narodnosti. Slovenska demokratska stranka je tukaj daleč največja, zdaj so ostale stranke imajo 10 ali manj oziroma 13 ali manj poslanskih glasov, kar seveda pomeni, da tudi če mi sestavljamo koalicijo, potrebujemo še najmanj 2 partnerja. In kot vemo iz sicer relativno kratke parlamentarne zgodovine Slovenije, je vsaka koalicija zelo naporna. Edina koalicija, ki je doslej formalno zdržala od začetka do konca mandata v enaki sestavi, je koalicija, ki jo vodila Slovenska demokratska stranka v letih 2004-2008. Če se sestavlja koalicija brez Slovenske demokratske stranke, takšna koalicija potrebuje 6 strank. Najmanj 6 strank. Zdaj, takšne koalicije v slovenskem parlamentu še nismo imeli. Imeli smo Demosovo koalicijo, ki je imela 6 oziroma celo 7 strank na začetku, vendar je bila to koalicija, ki je bila sestavljena pred volitvami in je bila to koalicija, ki je z enotno listo oziroma z enim kandidatom nastopala v takratnem zboru občin. In mnogi, ki so bili izvoljeni, niso pripadali nobeni stranki, pripadali so pač koaliciji. In zaradi tega tudi delovala. Nekoliko bolj trdno je pa tudi delovala samo 2 leti, kot si dobro vemo. Torej, vsaka koalicija je naporna, koalicija 6 strank je sicer teoretično možna, pač si pa kot državljan te države ne želim to tudi v praksi doživljati in preizkušati. Za nekoga izven praktičnih izkušenj, kako to izgleda, najbrž to ne zveni ravno prepričljivo ali pa neprepričljivo, je predvsej brezbarno za tiste, ki smo to poskušali, pa vemo, kaj pač to pomeni in tudi kakšne so posledice. Torej, glede na odločitev predsednika države, bom jaz s tem vabilu, ki bo poslano vsem parlamentarnim strankam danes predlagal dvofazna pogajanja. V prvi fazi najprej preverjene možnosti, ali je zadostno število parlamentarnih subjektov pripravljenih oblikovati koalicijo za Slovenijo. V tej prvi fazi bomo preverili predvsem 3 stvari. Prvič, načelno pripravljenost, drugič, možnost približno enakega pogleda na ključne izzive, ki so v tem mandatu pred Slovenijo, in drugič, kadrovski nabor posamičnih strank, glede na to, da v mandatu, ki je praktično že začet, ampak brez vlade po zadnjih volitvah,
slovenska vlada ne bo vodila samo izvršilne oblasti v Sloveniji, ampak tudi Svet Evropske unije. Slovenija namreč predseduje Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021, se pravi v tem mandatu. Tukaj bomo preverjali, koliko kadrov z izkušnjami, ki presegajo zgolj, rekel, slovenske izkušnje, imajo tisti, ki želijo sodelovati v takšni koaliciji. Če se bo izkazalo v tej prvi fazi, da zadostno število subjektov, ki presega številko 46, ne želimo sestavljati koalicije z enim glasom ali pa dvema glasoma večine, deli približno podobne poglede na prihodnost, potem bom predsednika Republike obvestil, da sem pripravljen prevzeti mandat in v drugi fazi bodo stekla pač programska pogajanja, za katero ima Slovenska demokratska stranka pripravljeno vsa potrebna izhodišča in tudi oblikovanih 14 pogajalskih skupin za vsa poglavja potencialne koalicijske pogodbe oziroma resorje bodoče vlade. Vendar, kot že rečeno, v to drugo fazo, kjer bomo preverili podobnost programov, podobnost pogledov na bodočo organizacijsko shemo vlade in na nekatere ključne rešitve in tudi kadrovsko shemo, to drugo fazo bomo šli zgolj, če bo obstajala preverjena, preverljiva, načelna pripravljenost za to, da je to drugo fazo sploh smiselno začeti. To pa bo, upajmo, jasno do četrtka naslednji teden. Hvala lepa. Prosim. Gospoda Janša, bom imela dve vprašanje, več malo daljše. Slušala strnim. Zanima me, kaj ste nazadnje ste se s predsednikom Pahorjem vzela predsednika pred 5 tedni, od volitev je pa že kar nekaj več kot 5 tednov. Kaj konkretno ste vi oziroma stranka SDS počela v tem času, pisali ste koalicijsko pogodbo, do četrtka pa vemo, da je relativno zelo malo časa za dogovor. Kaj boste rekli večino svojim volivcem, če vam bodo očitali, da se na primer niste dovolj potrudili ali da ste se prepozno začeli truditi vabiti določene stranke na pogovore, na koga zares računate v tem tednu, ki je pred vami, ki kaže večina za vaše vlade in pa nazadnje, ko ste bili pri predsedniku Republike, vas je eden izmed novinarskih kolegov vprašal, ali bi se bili pripravljeni vi osebno umakniti, da bi SDS še vedno sestavljala vlade, ker niste dali nekega jasnega odgovora, ali bi se bili vi pripravljeni odreči funkciji premierja ali pa predsednika SDS, zato da se vendarle sestavi trdno, stabilno vlado, ki bi urodila seveda vaše stranke. Kar se tiče dela Slovenske demokratske stranke v tem času, verjemite, da nismo mirovali. Jaz osebno nisem niti en dan na dopustu v tem času, tudi mnogi drugi ne. Delali smo vse tisto, kar je v tem času možno in potrebno. Zdaj, kar se tiče vprašanja, katere sem že odgovarjal na prejšnji tiskovni konferenci, so odgovori posneti in si jih lahko zavrtite. Prosim. Bili pripravljeni tak kompromis, da bi morda sistemni s tem, da gre premierski položaj nekomu takšne druge stranke? Na to vprašanje sem ravno kar odgovoril. Janša, to bo poštenim, dva kroga ste pa predsedniki Republike, poslanske skupine so te dovolj jasne. SDS, ko vi tako računate na 6 poslancev NSI, 4 poslance SNS in 25 poslancev SDS. To je precej kratka podpora, do 26. Kaj računate, da se v tem tednu spremenilo, glede na to, glede na zelo jasna stališča parlamentarnih strank v tem mesecu? Kaj se bo spremenilo? Zdaj pač eno je to, kar ste vi spraševali, druge stranke, mi jih pač nismo. Danes bo šlo vsem parlamentarnim strankam vabilo v postopek, v okviru katerega bomo te možnosti preverjali. Tako da, mogoče bi tistim, ki so dobili mandate na volitvah, prepustili sestavljanje vlade, pa jim ne bi tako intenzivno pomagali. Jaz mislim, da bi za celo državo to boljše. Prosim, če kakšno vprašanje? Samo
Prosim. Kot rečeno, bo vabilo poslano danes. Ne. Če bo čez kakšen teden tiskovna konferenca, bom lahko govoril o rezultatih teh posvetovanj. Še kakšno vprašanje, prosim? Ugotavljam. Prosim? Prosim. Parlamentarne stranke, poslanke in poslanci imajo vso pravico, da se tako odločijo. Jaz pa čutim dolžnost opozoriti, da bi bilo prav in koristno za vse, ne glede na to, ali bi potem do dogovora glede vlade prišlo ali ne, da potekajo pogovori. Ker tukaj ne gre samo za sestavljanje vlade, ampak za ustvarjanje nekega splošnega političnega ozračja, v katerem bo prevladovalo ali pogovarjanje in sodelovanje, ali pa zavračanje pogovorov in izključevanje. Zato sem danes dejal, da se mi zdi vredno prositi visoke predstavnike parlamentarnih strank, da vabilo sprejmejo kljub temu, ali pa morda prav zaradi tega, ker so doslej imeli, odklonilno stališče od teh pogovorov, da se ustvari neko splošno prepričanje, da je slovenska politika kljub temu in prav zaradi tega, ker je različna med seboj, sposobna voditi pogovore med seboj. Ali pride potem tudi do dogovorov, seveda zahteva še nekaj več politične volje. V to jaz nimam pravice posegati. Mislim pa, da je moja dolžnost na nek način kot predsednika republike, da pozovem vse, da se pogovarjajo, ker ne bo sestavljena taka ali drugačna koalicija. Tudi v vseh vladah za nazaj lahko vidimo, ko je prišlo do resnih političnih vprašanj, ki so terjale širšo politično podporo, je bil potreben pogovor. Zdaj, ne pravim samo v naslednjem tednu, ampak v postopku oblikovanja nove slovenske vlade, se ustvarja ozračje, v kateri se bo vzpostavilo eno ozračje sodelovanja in pogovarjanja, ali pa ozračje izključevanja. Tako da tudi tisti, ki bi utegnil sestaviti vlado v ozračju, ki bi bilo izključujoče, ne more računati, da bo potem lahko iskal podporo ali pa razumevanje za svoje odločitve, tam, kjer bo potrebna neka širša politična podpora, če prej sam ni bil pripravljen sodelovati v pogovorih. Prosim. Da. To je bilo včeraj osrednje sporočilo, ki sva ga dala po uradnem srečanju s predsednikom Državnega zbora. Kot veste, sem upošteval doslej vse 3 predloge, ki mi jih je dal predsednik Državnega zbora. Najprej me je prosil, da ne začnem takoj za pogovori z poslanskimi skupinami. In tisti teden nisem začel. Prav tako me je prosil, da če začnem z njimi kasneje, v nekem razumnem roku opravim morda ne samo en, ampak 2 kroga, da se trdno prepričam o stališčih poslanskih skupin. Tudi temu njegovemu predlogu sem prisluhnil. Včeraj mi je dal 3. predlog in to je, da vkolikor ne bi imel kandidata za predsednika vlade, obvestila o tem v Državni zbor ne pošljem pred 23. julijem. Naj povem, da se mi zdi to pameten predlog. Mislim, da sem ravnal prav, ko sem do neke mere začel z pogovori s poslanskimi skupinami in nisem nič ustrajal, da se ti zaključijo prej, preden politične skupine ne pridejo do jasnih stališč in sem pospešil oblikovanje nekaterih izzivov, ki so danes pred nami. Moramo žal ugotoviti, da je eden od izzivov to, ali se bodo stranke sploh pogovarjale med seboj vse ali ne. To se mi zdi najbolj temeljni izziv in želim si za voljo ne samo sestavljene ene ali druge koalicije, ampak za voljo političnega ozračja v naslednjih letih, da bi do teh pogovorov prišli, tudi če ne bi obrodili sadov.
glede koalicije. Ampak bi dali sporočilo, da smo pripravljeni na pogovore in sodelovanja. Če bi se zgodilo, da predsednik Janša v četrtek ne bi dal soglasja iz teh ali onih razlogov za kandidaturo za predsednika vlade, bom seveda pogledal, ali je v tem času kdo drug uspel sestaviti potrebno večino. Zlasti pa bom z veseljem počakal do 23. julija zato, ker bo mislim, da potem čas za neko streznitev v političnem prostoru. Mislim, da je prav, da pride do neke streznitve, ki bo tudi s tem, ker bom počakal morda za 3 ali 4 dni, dala te 3 ali 4 dni časa, da se bomo vsi soočili z dejstvom, da brez pogovorov, čez neka ostra politična razmejevanja, ne bo mogoče sestaviti nove slovenske vlade. In da po mojem izključevanje na koncu ne vodi nikamor. Prosim. Prosim. Zanima me, tukaj vidimo, da je predsednik odstopu odhajanju vlade pravi, da bo jutri vlada to sprejela, po njegovem zavedu tudi potrdila. Na tej točki so se pojavila določena nesoglasja, gospod Janša se je v nekem zapisu skliceval tudi na vaše stališče, da se to dejanje odsvetuje v tem trenutku. Kakšno stališče, kaj naj stori Slovenija v tem primeru, ne v času, ne vlade? Naj se jutri vloži tožbo proti Hrvaški, ne, naj se počaka na novo vlado, zakaj bi se počakala na novo vlado. Konec koncev imamo tudi neko sporednico z dogajanjem pred 10 leti, ko je vlada Janeza Janše odhajala, pa je vaša prihajala, ko je šlo za blokado Hrvaški, kjer v bistvu se je že blokiralo Hrvaško, medtem ko se je vaša vlada sestavljala, in ste potem vi samo nadaljevali s to politiko. Skratka, gre za neko dejanje države, kjer ni pomembno, kjer je vlada, kaj počne, ampak dejanje, da se to konsistentno počne. Ja, jaz sem na to vprašanje odgovoril že na tiskovni konferenci, ki smo jo imeli predsedniki oziroma predsednica v Goriških Brdih, predsednica Grabar Kitarović in predsednik Van der Bellen, vendar nič hudega bom svoje stališče ponovil. Najprej, spor glede določitve meje je med državama rešen. Meja je z sodbo arbitražnega sodišča določena. Dejstvo je, da sosednja država te sodbe ne priznava, vendar gre samo za vprašanje uveljavitve te sodbe, ker je na naši strani mednarodno pravo in želja, da po mirni poti, tako kot smo rešili ta spor tudi z uveljavitvijo končamo. Slovenska politika se je odločila za tožbo pred sodiščem, kot veste, je naslovila njeno vsebino tudi na Evropsko komisijo. Menim, da bi bilo pravzaprav dragoceno, če bi z tako morebitno odločitvijo, da se s tožbo nadaljuje, nadaljevala tudi naslednja vlada, ne glede na njeno sestavo. To bi pokazalo na kontinuiteto stališč Slovenije glede njene politične in pravne vere v to, da je spor rešen in da mora prej ali slej sosednja Hrvaška to sodbo tudi uveljaviti. V tem smislu menim, da bi bilo celo politično dragoceno, če bi nova vlada, glede na to, da se nič ne mudi, ne iztekajo se nobeni roki glede vložitve tožbe, morda sprejela to odločitev, hkrati pa tudi premislila cel kontekst, kdaj in kako to storiti, morda izkoristite še kakšen pogovor z hrvaško vlado ali ne, ampak da to stori nova vlada po enem temeljitem premisleku. To je bil takrat moj argument, avtoritete nove vlade. Sicer sem, kot sem že povedal, privržen temu, da se s pravnimi sredstvi rešuje na to vprašanje. Jasno pa je, da bo uveljavitev po mirni poti terjala eno sodelovanje, pogovarjanje obeh držav, da to terja nek čas. Čas je na naši strani, prej ali slej bo meja tekla tako, kot je določilo arbitražno sodišče. Prosim. Gospod predsednik, mene samo še dve
po 19. juliju ugotovite, da en kandidat nima dovolj večine, rekli ste pa sami lahko, da se bo izkazalo, da drug pa ima večino. Boste do 23. julija potem vi predlagali tega drugega, ali boste 23. vseeno državni zbor prosili, da vi pač nimate kandidata in v morebitnem drugem krogu, ali se boste vključili s svojim predlogom, takrat se lahko, vi ste pa edini predlagatelj, to. Najprej se mi zdi, da je vredno, potem, ko sem storil ta prvi formalni korak po tem, ko sem prejel poročilo Državne volilne komisije, če odmislimo posvete za predsednikom Državnega zbora in za vodji poslanskih skupin, da damo priložnost razvoju tega koraka. Da torej počakamo do četrtka, do 14. ure, ali prvak SDS-a lahko oblikuje potrebno politično večino, mi da soglasje in njegov predlog pošljem Državnemu zboru. Mislim, da je prav, da se v primeru, da mu to ne uspe, pozanimam, ali kdo drug razpolaga za politično podporo in če bo temu tako, ga bom gotovo povabil na pogovor. Brez njegove privolitve ali vnaprejšnjega posveta ne bom storil nobenega koraka. Kaj pa drugi krog, oprostite, če se potem do 23. ne dobite privolitve, potem ste vi to svojo prvo ustavno dolžnost opravili, kaj pa v drugem krogu? Najprej bomo zaključili prvi krog. Prav? Hvala lepa.